V organizaciji strateškega razvojno-inovacijskega partnerstva Razvoj materialov kot končnih produktov je 19. oktobra 2017 v Portorožu potekal posvet Povezovanje, kadrovski izzivi in vključevanje v mednarodne verige. Udeležili so se ga predstavniki 9 strateških razvojno-inovacijskih partnerstev, gospodarstva in institucij znanja. Podjetja smo se priključila predvsem zaradi tega, ker želimo skozi skupni nastop in skozi sodelovanje ter povezovanje podjetij v panogi pri nas na področju materialov, pa ne samo med podjetji, ampak potem tudi za gospodarsko zbornico, z inštitucijami znanja in ne nazadnje tudi z državo, sooblikovati, pripraviti strategijo razvoja države, ki smo jo postavili in seveda tudi udejanjati. In to je tisto, zaradi česa smo tudi podjetja pristopila zelo proaktivno pri oblikovanju te državne strategije. Seveda je zelo pomembno, da gojimo znanje in da na tem področju prispevamo v to zakladnico, vendarle so pa pomembni tudi rezultati tega znanja, da je na čemu namenjeno. In zaradi tega je povezava z gospodarstvom, z podjetji izredno pomembna. To vidim tudi kot neko usmeritev, ki jo vedno bolj poudarja tudi Evropa. Tudi Evropski raziskovalni program gre v smeri, da vedno bolj podpira sodelovanje raziskovalnih inštitutov z podjetji in zaradi tega seveda to vrstno podporo strani, naše celotne družbe in politike in raziskovalne in gospodarske politike potrebujemo tudi tu v Sloveniji, da bomo lažje konkurenčni na evropskem in pa tudi svetovnem trgu. Tako podjetja kot tudi raziskovalci. Izjemno pozitivno presenečen sem nad zasnovo in pa samo vsebino konference. Zdi se mi ključno to spoznanje pri vseh deležnikih, tako gospodarstvu, znanosti in države, da je ključno imeti usposobljene ljudi. Včasih rečemo, da so veščine zaposlenih nafta 21. stoletja. Dejstvo je, da demografija, staranje delovne sile in pa potrebe na trgu dela so vsi nekoliko v navzkrižju. Zdi se mi ključno, kar smo na današnjem posvetu spoznali, da to ni samo odgovornost države, da je to tako odgovornost delodajalcev, odgovornost raziskovalnih institucij kot države, da nudi pri tem suport. In mislim, da je to ključno sporočilo konference, da imamo skupen izziv, skupno odgovornost in da ga lahko rešimo samo skupaj. Živilska industrija od srepa hrane pričakuje kar veliko. Kot je vsem dobro znano, imamo, kar drastično pomanjkanje kadrov, ki je tudi ena izmed tem, ki se jih dotika ta srep hrana. In prav z pomočjo teh programov računamo, da bomo lahko z sodelovanjem z drugimi dosegli to, da ne bomo tako več drastično iskali kadre, ki jih rabimo v naši živilsko-predelovalni industriji. Ne gre pa samo za to, gre tudi za vse ostale stvari, ki se dotikajo nas, naj si gre za kratke dobavne poti, kratke poti do trgovin, se pravi zmanjševanje ogljičnih odtisov in vsega tega, kar je povezano z tem delom, s katerim se ukvarjamo v živilsko-predelovalni industriji. SRIP je definitivno ena velika priložnost za povezovanje slovenske industrije, pa moram reči, ne sem slovenske industrije. Mislim, da bi mogla biti to neka temeljna strategija tudi Slovenije za naprej, da bi se tle več vključevalo tudi šolstvo, ker največja težava, ki bo ratala pri vsem tem, bodo ljudje na koncu. Ne bo dovolj pravih, kvalificiranih, kompetentnih ljudi in moramo danes razmišljati, kaj bomo delali čez 5-10 let in kakšne ljudi bomo vključevali v te projekte. V konkretno SRIP-u mobilnost, katero bom jaz danes tudi predstavil, je vključeno danes 85 podjetij. Veliko se o tem pogovarjamo tudi in glavna težava definitivno bodo kadri v prihodnje. Seveda sta dve tisti zadevi, na katere je potrebno opozoriti. Prvi je področje kadrov, kjer se vsa strateško razvojna inovacijska partnerstva srečujemo z velikimi izzivi, ne samo pri pomanjkanju kadrov, ampak tudi pri vzpostavitvi potrebnih kompetenc, ki bodo zagotavljala in podprla prizadevanja po teh strateško razvojno inovacijskih partnerstvih.
smislu internacionalizacije, prodora na tuje trge, kjer pa tudi želimo korenit premik naprej in pomoč tudi naših odločevalcev pri tem, da bomo skupaj nastopali tudi na zunanjih trgih. Mi pričakujemo prvič več denarja v razvoj za reciklažo naših magnetov. Mi v stripu pričakujemo, da bomo praktično postali Evropski center za reciklažo magnetnih materijalov. Najprej seveda naša zelo dobra izkušnja v okviru korporativne verze skupine Gorenje. V zadnjih letih deluje tudi tako imenovana Create Academy, v kateri na nekak način združujemo znanje v centrih odličnosti, ki jih imamo v množici držav, kjer delujemo. Imamo namreč centre odličnosti na Nizozemskem, na Švedskem, v Sloveniji, na Češkem, v Srbiji. Hkrati pa povezujemo ne samo naše gospodarstvenike, ki delujejo v okviru sistema Gorenje, ampak smo uspeli povezati Univerzo v Ljubljani, Univerzo na Nizozemskem in Univerzo na Švedskem. To je za mlade ljudi ena zelo dobra praktična izkušnja, za mlade ustvarjalce, ki kreativno delujejo na inovacijah v okviru skupine Gorenje, ko iščemo najboljše izdelke, storitve, tehnologije za končnega potrošnika. Je to lepa priložnost, da iščejo neke nove izzive in da se učijo drug od drugega. Po drugi strani je pa res, da je bil kar šokanten tale podatek, ki sem ga danes slišal na tele okrogli mizi, da je pravzaprav samo 35% ljudi, ki so starejši od 55 let, še aktivnih. To se mi zdi velika škoda, kajti seveda ogromno se da naučiti v šolah, v teh generacijah, ki prihajajo in na inštitutih, ampak nekatere stvari pa pridejo z leti in temu se rečejo izkušnje. Še posebej, če deluješ v nekih sistemih in jih imaš izkušnje, ki so pa vedno lahko dobre ali slabe, se mi zdi, da bi bilo smiselno, da bi na eni strani bolje zaposlili tiste starejše, ki imajo te izkušnje, hkrati torej izkoristimo njihovo znanje in izkušnje, na drugi strani pa omogočimo mladim, da se še hitreje razvijajo in obogatijo svoje talente in svoje znanje z izkušnjami teh starejših. Na ta način pride do enega fantastičnega prenosa znanja od nekih generacij, ki počasi odhajajo, do tistih, ki šele prihajajo. Mislim, da je to lahko ena zmagovita zgodba. To povezovanje med gospodarstvom in inštitucijami znanja se najlepše kaže v projektu Martina, materiali za nove aplikacije in tehnologije, kjer dejansko povezuje 16 partnerjev in že kaže odlične rezultate. Na enem od teh RRP-jev smo že izdelali novo jeklo z boljšo toplotno prevodnostjo, nove materijale, tudi nove aluminijeve zlitine, nove multikomponentne materijale, se pravi predvsem povezava teh materijalov z jeklom in aluminijem in pa tudi na področju 3D tiska, kjer delamo orodja na drugačen način, kjer imamo te hladilne kanale tik pod površino in tako imamo lahko drugačen koncept izdelave. Tako da dejansko ta povezovanja podjetij, ki se prej niso povezovala, tako med sabo, z inštitucijami znanja, je v relativno zelo kratkem času dalo odlične rezultate. S strateškim pristopom, ki izhaja iz strategije pametne specializacije preko SRIP-ov, skupaj odpiramo novo poglavje v razvojni politiki Republike Slovenije. Na osnovi tega ne bomo več samo tisti, ki se bodo odzivali na globalne trende in potencialne investitorje, ampak se bomo osredotočili na ciljna področja, na katerih bodo zagotovljeni vrhunski pogoji za gospodarjenje. Veselim se danes vaših pogledov glede te pomembne problematike in kot vidite, gospodarstveniki, da bomo skupaj lahko pripravili ukrepe, ki bodo vodili do tega, da bomo lahko prišli do dolgoročne in vzdržne gospodarske rasti. Udeleženci posveta so sprejeli 5 sklepov, ki so jih naslovili za Slovenijo prihodnosti in jih predlagajo vladi ter relevantnim ministrstvom v sprejem in izvedbo. Med sklepi so izpostavili dolgoročno napovedovanje potreb po kadrih in kompetencah, ki bo učinkovito podpiralo pravočasno prilagajanje kadrov na razvojne spremembe. Država naj v ta namen vzpostavi pilotni projekt in zagotovi sistemsko financiranje karierne platforme s ciljem zmanjševanja strukturnih neskladij in povečevanja konkurenčnosti podjetij na globalnem trgu.
Ob koncu posveta je predsednik Gospodarske zbornice Slovenije Boštjan Gorjup sklepe izročil državnemu sekretarju službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Francu Matjažu Zupančiču, ki jih je že predal ministru za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravku Počivalšku. Na vprašanje, zakaj smo bili danes tukaj, je seveda preprost odgovor. Vsi hočemo enkrat boljše živeti in zaradi tega smo se zbrali tukaj ključni akterji te države, predstavniki izobraževalnih raziskovalnih inštitucij, predstavniki gospodarstva in predstavniki vlade, da smo pregledali te ključne projekte, ki so nujni, da bomo denar, ki ga imamo skupnega na voljo, najbolj učinkovito tudi investirali, porabili in da bomo imeli prihodnosti za tega boljše pogoje gospodarjenja ter na koncu seveda tudi življenja. Veseli me, da smo bili usmerjeni v isto smer, da smo videli pravzaprav ista izhodišča, ki so potrebna, da bomo vsak svoje delo opravil, seveda je pa pred nami seveda tisto delo, ki ga moramo pa zdaj opraviti. Jaz mislim, da kar danes tukaj vidimo, kar vidimo se tudi na terenu, kaj je te 9 stripov že pokazalo, se dokazujemo, da so povezovalni. Sem pa kresno gre samo v sebe, ampak to, kar je danes tukaj Mat Pro postavil na oder, da pokažejo strukture, da si jih delijo in da dosežemo tudi, da se bojo stripi med sabo tudi povezovali. To je dokaz, da smo tam, kjer je treba. In bom pa kar skok na sramo, vam rekel isto, kot sem danes rekel v državnem zboru, ker dejstvo, da smo Slovenci v enem letu v 3 kolektivnih športih pobrali medalje, pokazuje, da čim se upamo, da se ne pogovarjamo v jeziku kdo bo koga, ampak ko bomo vsi skupaj, dokazuje, da ne bo ni limit. Tokratni posvet je posvet na zelo visoki ravni in zaradi tega si seveda želim, da bi se to, kar je bilo začeto s pametno specializacijo, zastavilo kot resnično dolgoročen projekt, ki ne bo sedaj omejen samo v okviru tega, kar je nastalo v okviru tokratne kohezije, ki se z letom 2020 konča, ampak bo to neka dolgoročna politika, slovenska politika, ne samo na področju gospodarstva, ampak tudi na področju raziskav in seveda tudi vseh ostalih področjih. To seveda zahteva določene spremembe in upam, da bo politika, ki jih lahko seveda doseže, da bo prisluhnila temu, kar bo nastalo znotraj SRIP-ov in jim predano potem kot priporočila. Zelo dobro, ena čudovita pobuda povezovanja med gospodarstvom, politiko in nenazadnje znanostjo. Trdno sem prepričan, da je tega znanja v Sloveniji dovolj, ga je ogromno v centrih znanja, kot so univerze, kot so inštituti, ogromno ga je tudi v industriji, treba ga je samo še bolj povezati. Veliko smo se pogovarjali o pomanjkanju kadrov, veliko smo se pogovarjali o tem, da je treba sodelovati na področju nekaterih večjih projektov, zato da bomo lahko v svetu še bolj uspešni. In ja, mislim, da je to ena dobra iniciativa in če ne drugega, klima zdaj je prava, da začnemo zabijati gole in da smo povezani skupaj, še močnejši, bolj učinkoviti pri osvajanju novih trgov, novih kupcev z novimi izdelki in novimi storitvami. Vedno je potem vprašanje, kako se te sklepi izvedejo, ker ponovadi veliko hudič je v teh detajlih, ampak ko enkrat imamo strategijo postavljeno in če imamo to strategijo, jo moramo slediti in seveda neki sklepi, ki jih danes smo pripravili, bojo močno sporočilo vladi, da mora te sklepe dejansko uresničevati, če hočemo doseči nek gospodarski preboj. Pričakujemo, da bodo uslišane te naša pričakovanja. Moram reči, da kakor danes spremljamo delovanje ministrstva, verjamem, da tudi ta bodo in mora pa se tle seveda vključiti ne samo ministrstvo, tudi šolstvo, tudi drugi resorji, ker kot sem rekel, danes je treba razmišljati, kakšne fakultete bomo odpirali, kakšne smeri na fakultetah in koliko ljudi bomo šolali na določenih področjih. Predvsem si želim, da bomo znali našim odločevalcem prikazati pomembnost tega, kar smo pripravili po teh 9 prednostnih področjih. Vsi SRIP-i so danes prisotni na tem posvetu, da bomo lahko z temi osnovami sooblikovali in kreirali tudi sistemske okvirje, ki jih sami v gospodarstvu ne moremo, ampak z sodelovanjem vseh zainteresiranih strank pa jih lahko.